En lep pozdrav. V današnji oddaji bom na kratko obdelal temo praznikov. Zdaj vsi poznamo nekaj teh glavnih praznikov, recimo praznik dela, materinski dan recimo in tako naprej, ampak skoraj vsak dan, v letu je neke sorte praznik. Samo da eni izmed teh praznikov so mednarodno priznani, drugi so še zmeraj mednarodno priznani, pa so že majčkeno smešni. No, ta tretji so pa, jaz ne vem, od kje pa od koga priznani, ampak tudi obstajajo, No, in zdaj bomo pogledali par takih majčkeno zanimivih, Kot uvod naj povem, da se pravi recimo svetovni dan raka in podobne zadeve, taki pod narekovaji prazniki so bili narejeni zato, da se pravi, da se ozavešča publiko, glede določenih težav, ki se dogajajo v naši družbi in tako naprej. In nekateri izmed teh so, se pravi, priznani od Združenih narodov, Svetovne zdravstvene organizacije, Unesca in tako naprej, No, pa gremo začeti s temi, ki jim jaz pravim, da so normalni, Dobro, itak, novo leto praznujemo, 1. januar praznujemo vsi kot novo leto, ke smo po gregorjanskem koledarju. 4. februar sem že omenil, svetovni dan raka, to na primer, se pravi, priznavajo in Organizacija združenih narodov in Svetovna zdravstvena organizacija. 11. februar je svetovni dan bolnih. To je uvedel Janez Papež Pavel II. Potem imamo recimo, smo še zmeraj v taki zdravstveni maniri, imamo 7. april, svetovni dan zdravja, Združeni narodi in WHO. 21. september, mednarodni dan miru, tudi Združeni narodi priznavajo. 1. december, svetovni dan AIDS-a, tudi Združeni narodi priznavajo. In človek bi mislil takole, ke bere seznam od pod narekovaji praznikov, ki jih Združeni narodi priznavajo, da so to sami taki normalni pa pomembne teme, da ni nič smešnega vmes. No, se najdejo tudi majčkeno smešne zadeve vmes, vsaj meni. Pa dajmo jih ene par pogledati, Recimo 16. september, svetovni dan, svetovni dan prezervacije ozonske plasti. Saj dobro, ozonsko plast rabimo, ozonska luknja je huda reč, ampak baje se zmanjšuje. Ampak to mi je že majčkeno smešno, ker jaz sem prvič slišal za ta dan, da sploh obstaja. No, potem imamo 30. julij, mednarodni dan prijateljstva, to tudi Združeni narodi priznavajo. Tam je tudi majčkeno lovska, ker tisti, ki ima prijatelje, saj s prijatelji se ali se slišiš ali se pa družiš relativno pogosto, tudi takrat, ke se ne nič hudega, pol, ke se, je itak takoj lušten, Zdaj, ne vem, zakaj bi mogel nekdo, ki ima prijatelje, biti ozaveščen, da ima prijatelje, ne vem, no, kakorkoli. Pol imamo 29. april, mednarodni dan plesa, to priznava Unesco. Mednarodni dan plesa, vse lepo in prav pa fajn. Mednarodni dan plesa, zdaj sem se spomnil, zdaj sem 2-krat z babico gledal oddajo Zvezde plešejo in ne morem mimo tega, da ke človek gleda pol strokovno komisijo, ki ocenjujejo plesalce. Noter sta Andrej Škufca, Katarina Venturini, ke sta itak nenormalno dobra plesalca. Lado Bizovičar, ke je tudi zelo dolgo ples treniral, pa je včasih plesal, mislim, da je akrobatski rock'n'roll celo treniral. No, pol je pa vmes še neka, ta 4. članica žirije, to je pa, jaz ne vem, bi kaj grdega rekel, ampak ne bom, se pa splača kakšno oddajo pogledati, zato ker ona ima toliko trapaste izjave, da se pol ponavadi Bizovičar iz nje v oddaji norčuje. No, ampak gremo dalje, pustimo zdaj svetovni dan plesa.
13. februar, svetovni dan radia. Ne? Ta mi je zanimiva. To je še vse uradno priznan. Od Združenih narodov, od UNESCO in tako naprej. Jaz moram reči, da sem prvič letos slišal, da svetovni dan radia sploh obstaja, zato ker so na valu 202 pač malo bolj reklamirali to zadevo, ampak ta mi po eni strani tudi že malo smešna. No? Ampak ne, od teh, bi rekel, uradno priznanih, sem za konec prišparil enega, ki je pa meni, no, dajmo reči, ta pa kar zmaga. No? Zdaj mogoče sem kakšnega narobe prevedel, ne? Ker sem iz angleščine v slovenščino prevajal, pa lahko, da sem kaj narobe, ampak tegale zdajle mislim, da sem relativno prav. Sicer, če ga preberete v originalu po angleški, se še bolj trapast sliši. Ampak evo, 30. junij je Mednarodni dan Združenih narodov za ozaveščenost nevarnosti pred impakti asteroidov. Ja, to si nisem zmislil. To je vse uradno priznan. Bom še enkrat ponovil. Mednarodni dan Združenih narodov za ozaveščenost nevarnosti pred impakti asteroidov. Ne? In kako, kaj? To boš praznoval, kaj? Kako boš sploh nekomu povedal? Ti danes je pa dan, ne. To ne gre. No, in tukaj se ta smešni meni res začnejo, ne? Ker to so bili do zdaj vsi uradno priznani, sem si pa tukaj zapisal tudi nekaj neuradno priznanih, in tukaj se pa bulanija začne, ne, po moje. In poglejmo, 8. januar, dan zemljine rotacije. Pač to je čisto res, dan zemljine rotacije, ne. Zdaj, verjetno vsi, ki ste to slišali, ne veste, ampak obstajajo ljudje, ki še danes verjamejo, da Zemlja ni okrogla, da je ploščata, in mogoče je pa vseeno dobro, no, da imamo dan zemljine rotacije, da se une cepce vseeno majčkeno, mogoče bojo s časom dojeli, da smo le, ne, da je Zemlja okrogla, relativno okrogla in da se vrti okoli lastne osi, pa okoli Sonca in tako naprej. No, ampak gremo naprej iz ta smešnimi. 9. januar, dan statične elektrike. Vsakega je že verjetno stresel, kaj iz avta stopil ali pa kakorkoli, ne. Ampak zdaj imeti dan posebej za to je tudi malo brez veze, ne. Če pa koga redno ruka, ko z avta stopi, ko odprete vrata, ne še ven stopiti z avta, primite vrata za en kovinski del, pol pa stopite ven z avta, pa vas ne bo stresel, ne. Čisto tako. En manjši nasvet. Okej. No, tale naslednji je pa, pač to mi ne boste verjeli, ampak je 16. januar, dan ničesar. Ne da 16. januarja ni nič, ampak 16. januar je prav dan ničesar. Ne, okej. Pojdimo raje kar naprej. 9. februar, dan zobobola. No, ajde v redu. 14. april. 14. april sta dve reči. Dve sem si zapisal. Se pravi, mal narobe bom to parafraziral, ali kako se reče, ampak saj boste po moje razumeli. Okej, prva reč 14. aprila. Sezi kolikor visoko lahko, dan, pa se ne hecam. Ta druga je pa poglej v nebo, dan. Ne? Torej, dan tega, koliko lahko visoko sežeš, in hkrati dan tega, da pogledaš v nebo. To je 14. april. Sploh noro, no. No, so tudi tako, ne. Vsak dan se nekaj najde, pa dosti dni je, ke se najde več kot ena reč. In pol tega je toliko, da si lahko praktično izmišljuješ, ne, in sem skoraj prepričan, da če bi rekel, pa kdaj je dan poševnih padavin, sem skoraj ziher, da bi ga našel. Ampak lahko se pa tudi tako, ne, malo jih tematsko sortiraš, ne, in tako sem zdajle s temi zadnjimi tremi sem tako jaz naredil, ne. Skratka, gre se za hrano in pijačo, ne. Torej, 19. maj,
pica party dan, ne. S tem se lahko jaz poistovetim, ta mi je všeč, ker sem pač le usekan na pico, pico imam rad, zabavo imam rad, skratka 19. maj, pica party dan. 29. julij, dan lazanje, ne. Lazanjo imam tudi rad, ta je tudi dober, čeprav je usekana zadeva, ampak evo, dan lazanje, pica party dan. Da pa vse to lažje prebavimo, ne, pa še čez kakšen kozarec piva spiti, ne, in smo avtomatično pri 4. avgustu, ki pa je dan piva. Ja, zdaj tega je res zelo, zelo veliko, ne, tudi med tistimi začetnimi, ki so uradno priznani, je tega toliko veliko, da če bi hotel vse samo preleteti, bi mogla biti oddaja dolga, ne vem, 2 ure recimo, ker je tega res toliko veliko, ne, no, pol pa še 2-krat ali pa 3-krat toliko je pa še takih neuradno priznanih. Ampak dejansko, ne vem, izgleda, da ja, karkoli si človek že danes izmisli, no, že to skoraj obstaja, ne. Tako da, če imate kakšno dobro idejo za dan tega ali onega, ne, pa dajte si ga izmisliti, pa ga vsak let praznujte, ne, pa bo postala tradicija, pa bo, ne, saj lahko bi pa rekel, ne vem, 3. julij, dan piknika, a ne, ke ima itak veliko ljudi takrat piknik, če je lepo vreme. No, skratka, ne, zanimivo, no. Smo, kakorkoli pogledaš, smo ljudje precej usekana bitja, predvsem bitja običajev in navad. Ja, da ne bom danes preveč dolgovezal, bom rekel kar adijo, ne. Hvala za poslušanje, pa se slišimo prihodnjič, ne. Pa lep dan želim.